Tako kot številni slovenski kmetje se tudi Franc Kučan iz Teša Novec vsako pomlad preračunava stroške, ki jih bo imel s škropivi in drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Mi obdelujemo orne zemlje, se pravi tisto, ki je posejano, krog 55 hektarov gor ali dol, in za ta namen porabimo čez 5000 evrov za škropiva. Torej je to precejšen znesek. Pritisk na kmetovalce strani ponudnikov fitofarmacevtskih sredstev je velik, tako skoraj da dnevno dobivajo različna oglasna gradiva o škropivih, ki naj bi jih kupili. Čez zimo se vse farmacevtske družbe potrudijo in nam pripravijo dobra predavanja, ponujajo normalno vsako svojo, ki je najboljše, tudi pogostijo nas, ampak vemo, vse povsod vidijo oni svoj korist, mi pa moramo biti tisti, ki se pa odločamo na 3-4 ponudniki, in se odločiti za tisto, kar je najbolj sprejemljivo, pa sicer tudi najbolj kvalitetno. A predvsem cena je težava za številne kmete, saj so fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji med najdražjimi v Evropski uniji. Cene končnih izdelkov, to so naši predelki, nenehno nihajo in padajo, vendar škropiva ostaje na istem nivoju. Ena izmed rešitev za cenejša škropiva, tudi za 20%, je vzporedni uvoz, a kmetje si od tega želijo enako kvalitetno škropivo, svoje pa zahteva tudi slovenska zakonodaja. Torej gre za postopek, kjer uradni pristojni organ izda dovoljenje za uvoz fitofarmacevtskega sredstva, kar pomeni, da se pristojnemu organu predloži vsa dokumentacija in tudi vzorec, na podlagi katerega se opravi analiza. Kmet bo takoj lahko na prodajni polici opazil originalno embalažo, hkrati bo pa lahko pregledal tudi etiketo, kjer je zapisano, da gre za identični produktov, ki je registriran v Sloveniji. Hkrati bo na etiketi prisoten tudi zaščitni znak multinacionalke. Ne glede na ceno pa je strokovna uporaba škropiv najpomembnejša. Uporabnike fitofarmacevtskih sredstev in seveda kmete vrtičkarje opozarjam, da dejansko predno vlijejo kaj v škropilnico, da prvič preverijo, kaj so vlili v škropilnico, in pa tudi predhodno se posvetujejo stroko, kajti na tak način bo učinek dober. Res pa je, da pa če dejansko se bo populacija ljudi množila tako, kot se množi, in nas bo leta 2050, kar 9 milijard že na tej zemeljski obli, seveda brez fitofarmacevtskih sredstev ne bo šlo, vendar bomo jih mogli zelo pametno uporabljati, da ne bomo sami sebi škodili.